Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji nogometa. Pred nami je drugi obračun, ki ga snemamo danes v Prevaljah, tekma 13. kroga v tretji slovenski ligi med domačim Korotanom in gostujočo zasedbo iz Dobrovc. Gre za spopad ekip, ki nastopata v skupini za obstanek, a kar se tiče samega izpada v ligo nižje, so v nevarnosti Dobrovce, ki so trenutno na zadnjem mestu zgolj s 5 točkami. Korotan jih ima 8 več, tako da lahko povsem mirno igrajo danes in dejansko skozi do konca prvenstva lahko odigrajo povsem sproščeno, brez kakršnega koli pritiska glede izpada v nižje ligaško tekmovanje. Pri gostih pa se prav gotovo zavedajo, da za obstanek potrebujejo točke in da bi že vsaka točka iz tako zahtevnega gostovanja, kot je to v Prevaljah, bila zlata vredna, morda na koncu tudi pripomogla k končnemu obstanku tretje ligaški konkurenci. Preletimo še obe začetni postavi. Pri domačih v vratih Vidovšek, v obrambi z leve proti desni Lasnik, Štruc, Leskovec ter Korpar, v zvezni vrsti Ofič, Grušovnik, Pipuš ter Krivonog, v napadu pa Plesec ter Kovač, trener domače zasedbe Bojan Kus. Pri gostih iz Dobrovc pa v vratih Ploj, v obrambi z leve proti desni Blagus, Pivec, Petek ter Klemen Kelc. Zadnja zvezna nogometaša sta Krivec ter Aljaš Jager. Pred njima trio Tadej Štahel, Alen Hutinski, Domen Klanšek, najbliže nasprotnikovim vratom pa tekmo začenja Elvino Podbrežnik, strateg gostujoče zasedbe je Zvonko Breber. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna, glavni delilec pravice bo Slavko Nemet, njegova pomočnika pa Ermin Šašivarevič ter Andrej Boškič, delegat tekme pa Benjamin Panikvar. Sredine igrišča bodo krenili gostje, kot vse kaže, ki bodo ta obračun odigrali v svojih rezervnih dresih oranžno-črne kombinacije, na drugi strani pa domači v svojih tradicionalnih modro-belih barvah. Ekipi sta do sedaj v vseh tekmovanjih odigrali 5 obračunov, 4-krat so se zmage veselili Prevaljčani, zgolj enkrat Dobrovce. Zanimivo pa je to, da se ekipi še nista razšli z neodločenim rezultatom. Nazadnje sta se moštvi pomerili prav v tej sezoni v 7. krogu, ko so se zmage z minimalnih 0:1 veselili varovanci takrat še trenerja prevaljskega velikana Nika Podvinskega. Sedaj pa na klopi domačih sedi Bojan Kus. Hutinski vrača do kapetana Petka. Out za Dobrovce bo sedaj izvedel Klemen Kelc. Gre za nogometaša, ki se je ekipi iz Dravskega Polja pridružil med tem korona premorom. Predtem je nosil dres Marjete. Izbijajo domači nogometaši, nov out za goste. Še enkrat več bo izvajalec Kelc. Pametno je Kelc prepustil žogo v out in še enkrat več on je izvajalec, tokrat v napad proti Podbrežniku. Izbija branilec domačega moštva. Tokrat proti Hutinskemu, mešal se je številko 20 Lasnik, a znova hitro do posesti gostje, tokrat v preigravanju Štahel, ki je priboril out za svoje moštvo. Blagus, iz avta Blagus proti Hutinskemu, na mestu
Domači nogometaši, a ti še enkrat več znova hitro zapravljajo posest, tokrat so vendarle bili uspešni v vezni vrsti, a še enkrat več Jager do petka, ta pa vse nazaj do vratarja Ploja. Petek, znova Ploj, Pivec. Blagus v zvezdno vrsto, kjer Krivec vrača Pivcu, ta znova vratarju Ploju. Krivec, nekaj prostora ima Krivec, pravočasno mu je vse poti zaprl napadalec domačih Kovač. Hutinski, Jager, Blagus. Blagus znova nazaj do Pivca. Vidimo, da gostje sedaj Petek znova proti Pivcu. Blagus, nekaj manjših težav ima Blagus, pravočasno je odreagiral levi bočni nogometaš Dobrovc. Sedaj so domači stopili nekoliko više, kar so izkoristili pri Dobrovcih. Nekaj prostora se sedaj odpira na levi strani Klanšku. Klanšek pred vrata, kjer je bil Krivec. Brez prepovedanega položaja, čeprav mislim, da je tudi vezist gostov pričakoval, da se je znašel v ofsajdu. Kelc uspešnejši od Kovača. Petek vrača Ploju v teh uvodnih 5 minutah. Večinoma časa v posesti gostje, ki na nek način želijo umiriti domače moštvo in iskati preko organiziranih napadov svoje priložnosti. Krivec znova vrača proti Pivcu. Pivec vrača Ploju. Ta znova do Pivca, brez pravih priložnosti še zaenkrat na tem obračunu. Gostje jasno želijo točke, kot že rečeno, da si morda izborijo obstanek v tretji ligaški konkurenci. Zaenkrat so na zadnjem mestu s 5 osvojenimi točkami. Grušovnik vrača proti Štrucu. Lasnik, nekoliko na pamet je sedaj odigral Lasnik, brez nevarnosti za obrambo gostov. Iz avta Kelc proti Podbrežniku, ta lepo do Hutinskega. Pravočasno se je omešal kapetan domačega moštva Grušovnik, a znova so v taboru Korotana hitro zapravili žogo. Prekršek med tem Štahela. Prosti strel bo pri domačih izvedel številko 17 Pipuš. Najvišji v skoku je bil Petek, Klanšek izbija, nekoliko na pamet sedaj Domen Klanšek. Grušovnik, Pipuš, nanj je pritisnil Hutinski, iztlačal vse ta
pritisk Hutinskega na Pipuša, ki je storil napako pri sami oddaji žoge. Out sedaj za domače moštvo. Na zadnjih 5 prvenstvenih obračunih so nogometaši Korotana vknjižili 3 poraze, 1 remi ter 1 zmago. Letos so dosegli v 10. krogu proti Podvincem s 3-2, ko je Kovač dosegel zadetek v izdihljajih tekme v 90. minuti. Izgubili pa so v 12. krogu od Vidma z 0-1, predtem v 11. proti Šampionu z visokih 5-1 ter še v 8. krogu proti Rogaški z 1-2, remizirali pa na gostovanju v Cirkulanah z 1-1. Tako so zbrali zgolj 4 točke na zadnjih 5 srečanjih. Forma domačega moštva je vse prej kot dobra. Na drugi strani pa imamo Dobrovce, ki bi lahko rekli, da če pogledamo statistiko zadnjih 5 tekem, med tem v kazenskem prostoru domačih Štahel iskal je Podbrežnika. Še en out za goste, tokrat znova izvajalec Klemen Kelc. Podbrežnik, še vedno v posesti Podbrežnik, s povratno proti Hutinskemu Klanšek. Kovač, nekaj prostora je sedaj osvojil napadalec Korotana. Pravočasno se je vmešal Blagus, Grušovnik, takoj napad proti Plescu. Kovač najvišji v skoku, nato Petek, Plesec, Krivonog s povratno podajo. Mislil je, da bo kateri izmed njegovih soigralcev prisoten na robu kazenskega prostora. Hiter protinapad gostov, Krivec takoj proti Podbrežniku. Hutinski na mestu Leskovec. Klanšek v prostor proti Hutinskemu. Hutinski s podajo, vendarle Štahel ni spremljal te akcije, Jager pa na to z velike razdalje visoko čez vrata. Zaenkrat gostje morda nekoliko podjetnejši, nevarnejši, pridejo na nek način do roba kazenskega prostora, na to pa se vse skupaj zaustavi. Manjka ta zadnja podaja, da bi vendarle prišli do kakšne resnejše priložnosti oziroma nevarnejše situacije pred vrati domačih. Kot že rečeno, Dobrovce na zadnjih 5 obračunih 3 porazi, 2 remija, zgolj 2 osvojeni točki. Remizirali so v 11. krogu proti Dravini z 2-2 ter v 10. proti Zrečam z 1-1. To sta bila 2 zelo obetavna rezultata v nadaljevanju sezone po korona prekinitvi, nato pa v 12. krogu visok poraz na gostovanju v Celju proti Šampionu s 5-2. Prekršek Podbrežnika. Izgubili pa so predtem še v 9. krogu z Bistrico 1-4 ter zelo pomembno tekmo proti Šmarjem z 2-1. Tako zgolj 2 točki na zadnjih 5 tekmah. Štruc, Leskovec, ta vrača Štrucu. Pravočasno izvrat Ploj. Pivec na levo stran, ker je Blagus, vmešal se Grušovnik, a znova do žoge nogometaši Dobrovce. Jager ima sedaj nekaj prostora, Jager iskal je Hutinskega.
Kelc, znova do žoge Hutinski, ta v prostor proti Klanšku, na mestu Lasnik. Ofič v prostor proti Pipušu. Posredoval je Petek, kapetan Dobrovc. Leskovec vrača proti Štrucu. Še vedno čakamo na tisto pravo priložnost na tem obračunu. Znova Štruc. Počasi sedaj organizirajo svoj napad nogometaši Korotana. Prekršek na koncu Podbrežnika. Poskus dvojne podaje je bilo to v domačem taboru, vendar je na koncu do žoge Kovač v prostor proti Plescu. Pravočasno izvrat Ploj. Ta takoj na kratko do Petka, Pivec. Znova Ploj. Blagus, sedaj višji pritisk domačih, ki so v težave spravili zadnjo vrsto Dobrovc. Vendarle so gostje na koncu uspešno izpeljali oziroma prenesli žogo proti polovici Korotana, a vendarle na koncu nenatančen pri zadnji podaji Petek proti Klanšku. Lasnik proti Pipušu, ta do Ofiča, posesti Ofič, Ofič in Petek v dvoboju, uspešnejši je bil Petek. Štruc mirno vrača Vidovšku, ta znova do Leskovca. Znova sedaj gostje počasi organizirajo svoj napad. Klanšek, zelo počasna tekma, bi lahko rekli, v teh 16 minutah. V obeh taborih na nek način čakajo na napako nasprotnika. Štruc mirno vrača do Vidovška. Napaka pri oddaji žoge Ofiča. Iz avta bo znova za goste metal Klemen Kelc. Petek. Pivec, iskal je Blagusa, ta z visoko podajo v napad. V prepovedanem položaju pa se je znašel Klanšek. En obračun tega 13. kroga je že zaključen, in sicer v Dravogradu je Bistrica prišla do zares visoke zmage 1-7 in tako nadaljuje svoj niz zmag oziroma ga je podaljšala na 2 tekmi, niz neporaženosti pa traja že
skozi celotno sezono, bi lahko rekli. Vmes imajo samo 2 neodločena rezultata. Govorim seveda o zasedbi Bistrice, ki je trenutno na prvem mestu. Štruc znova vrača vratarju Vidovšku, ta na kratko do Leskovca. Dobro so pokriti vsi nogometaši domačih. Gruškovnik je prišel v zadnjo vrsto po žogo na nek način pomagati v sami organizaciji napada. Še en nesporazum pri Korotanu, z isto mero vračajo gostje. Tokrat podaja proti Plescu brez prekrška nad napadalcem domačega moštva, gola od za vratarja Ploja. Krivec je iskal Klanška. Pipuš takoj v napad proti Ofiču, na mestu Petek. Iz avta bo metal Lasnik. Pipuš, še vedno Pipuš, s podajo v kazenski prostor, priložnost za strel ima sedaj Ofič, ki je nekoliko nesrečno zadel Kovača in prva priložnost domačih je ta način splavala po vodi. Pivec na levo stran proti Blagusu. Klanšek. Še vedno Klanšek, ta vrača do Pivca, vmešal se je Plesec. Kovač je iskal Grušovnika. Nova obetavna akcija je bila to v taboru Korotana. S tem visokim pritiskom na zadnjo vrsto Dobrovce spravljajo težave obrambo varovancev Zvonka Vreberja. Krivec znova vrača Pivcu. Jager nanje pritisnil Grušovnik, prednost pušča glavni sodnik. Sedaj je opozorilo strani glavnega sodnika za oba nogometaša. Na koncu vendarle žoga za varovance Bojana Kusa. Petek sedaj na mestu. Krivec, krenil je Krivec na levo stran proti Klanšku. Še vedno Klanšek v prodoru. Klanšek se je odločil za samostojno akcijo. In sedaj tudi prvi udarec iz kota na tem obračunu pripadel bo gostujočim nogometašem. Morda lahko vidimo kakšno nevarnejšo situacijo za vratarja Vidovška iz teh standardnih položajev. Izvajalec kota bo Jager. Skupnimi močmi sta bila najvišja v skoku Leskovec ter Štruc. Grušovnik na levo stran, kjer je Ofič. Ofič na desno stran. Pipuš. Na koncu do priložnosti
Številko 13 Plesec, izjemna obramba Ploja, izid ostaja 0:0, prva nevarnost za gostujočega vratarja Ofič je sprožil čez vrata in ostaja 0:0. Bravo, plavi, ajde! Pivec znova do petka. Krivec na desno stran proti Kelcu. Vidimo, da pri Dobrovcih sprednji trije nogometaši, to so Tadej Štahel, Elvino Podbrežnik in Domen Klanšek, redno menjujejo strani, s tem želijo morda zmesti domačo obrambo, a zaenkrat leta kakšnih večjih težav s temi tremi nogometaši ni imela. Kelc proti Štahelu. Prekršek je storil številko 20 Lasnik. Pivec znova do petka. Petek v prostor, lepo proti Krivcu. Ta pa nekoliko premočen pri oddaji žoge do Hutinskega, obetavna akcija bila to gostujočega moštva, vendar ne na koncu brez nevarnosti za vratarja Vidovška. Petek, Hutinski je podaljšal s podajo, iskal je Štahela, prekršek nad Hutinskim, zakrivil ga je številko 21 Štruc. Jager, ta vrača do Krivca. Lepo Krivec proti Podbrežniku, Podbrežnik in vodstvo. Vodstvo Dobrovc z 0:1, strelec zadetka pa Elvino Podbrežnik. Praktično iz nič so sedaj gostje prišli do prednosti. Lepa podaja je bila to Krivca v prostor, videl je utekajočega Podbrežnika, ki je zaključil na povsem miren način in dosegel svoj 8. zadetek v tej sezoni. Naprej je sprememba rezultata 0:1, številko 11, Podbrežnik Elvino. Priložnost prvo na drugi strani pri Korotanu, ki jo je zapravil Plesec, nato pa je sledila kazen strani Podbrežnika in minimalno vodstvo z 0:1 sedaj za gostujoče moštvo, ki ima zadetek oziroma ima to željeno prednost in so si s tem na nek način olajšali zadeve oziroma da lahko nekoliko mirne nadaljujejo s to tekmo. Štruc je znova iskal Plesca, Petek na mestu. Blagus vrača vse nazaj do vratarja Ploja. Hutinski s prsmi do Jagra. Krivec. Izbija Pivec, morda nekoliko panična reakcija branilca gostov. Out sedaj za varovance Bojana Kusa, na izvedbo odhaja številko 20 Lasnik. Pipuš. Mimo vrat, na koncu out za Dobrovce.
Grušovnik, manjše težave sedaj za Grušovnika. Vse skupaj z izbijanjem rešuje Blagus, Ofič atraktivno, vendarle pozoren Petek, Krivec, Kelc. Kelc proti Štahelu, ta znova vrača Kelcu v prostor proti Podbrežniku na drugi strani. Lepa podaja, povratna podaja Podbrežnika proti Krivcu, ki je dosegel zadetek in vodstvo Dobrovc z 0:2 v 28. minuti. In sedaj so domači v še večjih težavah. V pičlih 3 minutah so prejeli 2 zadetka in gostje imajo sedaj res ugodno prednost pred nadaljevanjem. Pipuš proti Ofiču, ta vrača do Štruca. Leskovec. Štruc. Ta znova do Leskovca, brez prave ideje so v taboru domačih. Jager uspešnejši. Vendar je na koncu out za domače. Izvajalec Korpar. Korpar takoj proti Kovaču. Grušovnik. Plesec podajo, kjer je iskal Ofiča. Na mestu je bil Kelc. Drugi udarec iz kota sedaj za... oziroma prvi udarec iz kota za Korotan. Izvajalec številko 8 Ofič. Ofič proti Leskovcu, Pipuš. Pipuš znova proti Ofiču. Ofič še enkrat več s predložkom, na mestu Pivec. Na koncu izbija Krivec. Sedaj gre pričakovati pritisk Korotana, ki bo pred zaključkom prvega dela zagotovo iskal vsaj zadetek priključka. Vmešal se Štahel. Še vedno Štahel. Prekršek nad Štahelom. Hutinski takoj v napad v prostor proti Podbrežniku. Na koncu se je za izbijanje odločil številko 21 Štruc. Petek vrača do Pivca. Grušovnik na desno stran, kjer je Krivonok, Kovač. Kovač in Blagus v dvoboju, pravočasen je bil Klanšek, vračal se do Pivca. Korpar, v bloku Klanšek, Hutinski. Hutinski takoj v prostor proti Klanšku. Na koncu vendarle uspešnejši, hitrejši Korpar in pa napaka Leskovca pri oddaji žoge. Podbrežnik znova vrača proti Blagusu. Jager, Blagus. Nazaj do Pivca, ta Petek. Iz prepovedanega položaja je prišel na skok Hutinski. Teče 32. minuta oziroma zadnje sekunde 32. minute in gostje imajo že kar ugodno prednost 2 zadetkov.
mislim, da lahko rečemo dokaj zaslužena prednost skozi teh prvih 33 minut so bili kvalitetnejši tekmec, si priigrali oziroma so iskali to svojo priložnost. Na začetku sicer zmanjkalo nekaj sreče pri zadnjih podajah, na koncu pa vendarle uspešni dvakrat. Iz avta sedaj Lasnik, takoj proti Ofiču, mešal se Štahel. Pri Korotanu bodo morali enostavno odigrati hitreje. Znova Ofič vrača Lasniku, Pipuš, Grušovnik. Grušovnik s strelom velike razdalje, brez nevarnosti za vratarja Ploja. Kljub temu, da danes na tribunah ne sme biti prisotnih navijačev, pa imamo ob samih tribunah prisotnih kar nekaj gledalcev. Predvsem za domačimi vrati. Prekršek Jagra sedaj nad Krivonogom. Pipuš. Štruc, ponuja se Ofič. Štruc je iskal Lasnika, vendarle pravočasno Podbrežnik postavlja nogo in s tem preprečuje podajo do Lasnika. Kovač. Tokrat out za Dobrovce. Najboljši strelec letošnje sezone zaenkrat z 12 zadetki je Gal Grobelnik. Na zgolj en zadetek se mu je s 3 goli, ki jih je dosegel danes, približal nogometaš Bistrice Jaša Martinčič. Sledi na to na 3. mestu Nejc Bračko z 9 zadetki, na 3. oziroma 4. mestu pa je nogometaš Korotana Grega Triplat, ki jih je dosegel 8, a danes ta nogometaš ima prepoved nastopa zaradi 4 rumenih kartonov. Prednost spušča glavni sodnik, Pipuš je osvojil veliko prostora. Še vedno Pipuš. Pipuš proti Ofiču, ta pa visoko čez vrata in še enkrat več brez nevarnosti za Ploja. Petek na desno stran, kjer se odkriva Kelc. Veliko prostora ima sedaj Jager, ta je videl tekajočega Podbrežnika in Štahela. Tokrat je bila domača obramba pripravljena na takšno akcijo strani gostov. Kelc takoj prostor proti Podbrežniku. Podbrežnik v dvoboju z Leskovcem priboril je udarec iz kota za svoje moštvo, drugega na tem obračunu. Tokrat na izvedbo odhaja številko 14 Domen Klanšek. Klanšek proti oddaljenejši vratnici, kjer je Podbrežnik, ta vrača s podajo proti Jagru. Kar se pa tiče najboljših strelcev pri Korotanu, pa kot že rečeno z 8 zadetki Grega Triplat, s 3 sledi Blaž Kovač, na 3. mestu pa z 1 zadetkom Nec Plesec, Matevž Štruc, Anže Zavalovšek ter Klemen Ofič. Skupno pa so dosegli 15 zadetkov. Pri rumenih kartonih, pri domačih pa na prvem mestu Mitja Leskovec s 5, 4 so prijeli Grega Triplat ter Tine Lasnik, po 3 pa Urh, Gršovnik, Grega Klarič ter Boštjan
Hutmajer, skupno kar 33 rumenih kartonov zaenkrat za prevaljsko zasedbo. Štruc v zvezdno vrsto, kjer se je odkrival Pipuš, vmešal se je Krivec. Krivec, nespametno je sedaj to storil Krivec, imel je res veliko boljših možnosti, oziroma spodajal prostor, bi lahko iskal tako Podbrežnika kot pa Hutinskega. Štruc, znova se ponuja Pipuš, Štruc tokrat do plesca. Krivec, nepazljiv je bil sedaj Krivec, Pipuš brez prekrška sedaj nad Pipušem. Žogo v out pošilja Blagus. Teče 39. minuta prvega polčasa, še vedno prednost gostov 2 zadetkov, 0-2. Vendarle bo Pipuš lahko nadaljeval po vsej verjetnosti s tem obračunom in tekma se bo slej ko prej lahko začela oziroma nadaljevala. Športno sedaj Korpar vrača žogo gostom, Ploj na kratko znova do Pivca. Pri Dobrovcih po tej sezoni najboljši strelec Elvino Podbrežnik, dosegel je 8 zadetkov, vključno s tem današnjim, na drugem mestu s po 2 pa Domen Klanšek, Aljaš Jager ter Jan Krivec. Svoje pa sta z enim dodetkom še dodala Žan Petek ter Nec Grandošek. Oster prekršek sedaj nad Štahelom, storil ga je Lasnik in si za ta oster štart prislužil rumen karton. Vendarle ima Pipuš nekaj več težav, kot je prvotno kazalo zaradi prejšnjega štarta petka. Blagus je iskal s podajo Podbrežnika. Plesec na desno stran, kjer je Krivonog, na mestu je bil Blagus, ta izbija, lepa podaja proti Podbrežniku, ta je odložil proti Klanšku. Klanšek znova v prostor, kjer je Podbrežnik, Klanšek, še vedno Klanšek, Podbrežnik. Podbrežnik proti Jagru, ki je bil v dobrem položaju na robu kazenskega prostora, dovolj hiter Štahel. Kelc s predložkom, še vedno Kelc. Štahel, znova nespretni v obrambi domači nogometaši, Podbrežnik, Hutinski. Hutinski in Klanšek tokrat v nesporazumu. Štruc znova brez prave ideje v taboru domačega moštva. Štruc enostavno ni imel nogometaša, na katerega bi lahko podal in s tem na nek način
bi začeli z organizirano akcijo, še enkrat več pa na koncu nekoliko na pamet, tokrat Ofič. Petek. Gostje zaenkrat povsem rutinirano, brez težav držijo to svojo prednost 2 zadetkov. Pivec Blagus. Jager proti Klanšku, tokrat vendarle uspešnejši Korpar. Leskovec izbija pod pritiskom napadalca gostov Podbrežnika. Hutinski. Še vedno posesti Hutinski. Klanšek vrača proti Jagru, ta znova do Klanška. Jager. Prekršek Pipuša. Vendarle bo izvajalec tega prostega strela pri gostih številko 11 Elvino Podbrežnik. Morda lahko pričakujemo kar direkten strel na vrata Vidovška. Podbrežnik v skoku oziroma v bloku je bil kapetan Grušovnik. Kelc. Kelc na mestu Štruc strelja. Hutinski visoko čez vrata. Visok pritisk sedaj Klanška. Petek višji od Kovača. Pipuš proti Ofiču. Znova na mestu Petek. Jager se je vmešal. Na desno stran proti Štahelu. Še vedno Štahel vrača Petku. Plesec je krenil, še vedno Plesec, na koncu pa prekršek Jagra. Pri domačih sedaj izvajalec številko 17 Pipuš. Bomo videli, ali lahko morda domači pridejo do znižanja v teh izdihljajih prvega polčasa. Izbija Blagus, na koncu pa vendarle v prepovedanem položaju eden izmed domačih nogometašev. Petek znova vrača Pivcu. Znova gre pri gostih vse enostavno naokrog. Ploj še enkrat več do Pivca. Jager. Krivec. In glavni sodnik je medtem odpiskal konec tega prvega polčasa. Videli smo 2 zadetka, oba omrežji domačih, strelci pa v 25. minuti Elvino Podbrežnik, končnih 0:2 v tem prvem delu, pa je v 28. minuti svojim drugim zadetkom v tej sezoni dosegel Krivec. Mislim, da lahko rečemo, da zaslužena prednost gostov, saj so bili skozi večino prvega polčasa nevarnejši in konkretnejši tekmec. Z moje strani je bilo to, kar se tiče prvega dela, vse. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do drugega polčasa.